Poletje je tukaj, poletni čas je čas veselja, čas radosti, po tradicionalni kitajski medicini čas srca, a kakšne bodo energije, če pogledamo v zvezde, če pogledamo številke, če pogledamo elemente. Danes boste izvedeli, v moji družbi pa hvaležno pozdravljam Tanjo Glažar, področje Feng Shuija, in potem imamo Jimmyja, področje astrologije in psihoterapija, ter Lili, področje numerologije. V tem prvem delu bomo govorili splošno o samem poletju in splošni trendi, smernice skozi vse te mesece, potem pa zadnjih nekaj minut zelo specifične informacije z datumi za ta mesec, v katerem nas torej spremljate. Tanja, poletje 2023, si se ga veselila, da ali ne, glede na to, da si že tukaj prej pogledala, kaj se bo dogajalo po elementih? Jaz sem komaj čakala poletje. Poletje je ta močen element ognja in letos je dvojni ogenj, ki se začenja junija že. Seveda poletje v Feng Shuiju se začne z majem, ko je znak kače, ampak to je yin ogenj. Se že greje, je že toplo, ampak ta pravo poletje bo letos junija. Dvojni element ognja, konj, ognjen, to živahnost, veselje, radost, ideje, romance, tudi mogoče kakšen požar. Ne samo v odnosih, tudi ko mislim, ker je res ta intenziven, močen ogenj. Ampak nasploh suho poletje. Ja, na ogenj je vedno vročina. Potem imamo mesec koze, imamo dvojni element zemlje. Te energije se podvajajo. In potem imamo na koncu še avgusta, recimo, da spada po naših zahodnih merilih še k poletju, ker se energije sicer zapirajo, ampak je dvojni element kovine, je spet suho. Se pravi, junij, julij, zdaj, da ne bom lih vremenoslovca, ampak po Feng Shuiju bi rekla, da je to zelo suho, vroče poletje. Kakšna pa bo potem jesen? Jesen bo pa majčkeno bolj mokra, potresna, plazovna in tako naprej. Ampak pustimo to za jesenski čas, dajmo se veseliti poletja. Zdaj uživamo v tem smislu. V tem smislu, toplote, razvajanja, veselja. Kaj nam manjka zadnji 2 leti? Element ognja, te radoživosti, in lahko ga ulovimo samo še poleti. In zaradi tega je tudi dobro, da prostore spustimo sončno svetlobo v prostor. Se ni treba, da pregrejamo prostore, ampak zgodaj zjutraj, da se zenergetizirajo prostori z sončno energijo, da gremo mi ven na sonce. Poletje je res tisto, kar se lahko napolnimo z življenjsko energijo. In dajmo to izkoristiti. Jimmy, tukaj sem se dejansko spomnila na tisti pomemben dogodek konec marca, ko je po letu 1777 prvič ta Pluton prišel, in nazaj v tistem času so potem ljudje imeli problemi zaradi suše. A je to zdaj neka zgodba, ki se lahko ponovi? Generalno bo poletje zelo suho in vroče. Še posebej, tako kot je Tanja rekla, začnemo z polno luno v Strelcu v ognjenem znamenju. To se pravi junij. Po mojem mnenju junij bo mogoče še najbolj prijazen mesec v celem letu. Potem nadaljujemo z mlado luno v dvojčku, ampak junij je en zelo dober, tak konstruktiven mesec, imamo solstici, hojo po žerjavici. Skratka, dobra priprava za julij in avgust, ki bojo majčkeno malo bolj napeta. To se pravi, imamo razgibano poletje. Strinjam se z predhodno govornico, da bo zelo vroče. Da bo zelo vroče. V prenesenem in dobesednem smislu. Kaj, potem bomo že skoraj rekli dobrodošli v peklo, ali kaj? Jaz čakam uno leto, ko boste rekli, to poletje bo kar se da dolgočasno, nič se ne bo dogajalo, gledamo v luft in imamo se fajn. Upam, da nikoli ne boš imela
doživela to. A ja, okej. Da nikoli ne. Skratka, ne bo dolgočasno poletje. Ne bo dolgočasno, še posebej zaradi odnosov. Ne. Julija imamo prehod severnega in južnega voza na os Tehnica-Oven oziroma Oven-Tehnica, odnosi bojo na udaru. Torej, Lili bi se strinjala z nasvetom Jimmyja, da letos raje pari na dopust ločeno. Ne vem, če bi to njegov nasvet. Definitivno bi ga bilo pa za upoštevati predvsem julija. Okay. Junij bo tisti mesec, ko bomo malo postavljeni pred ogledalo nas samih, ljubezni do sebe. Kaj je tisto, kar mi pričakujemo, kaj je tisto, kar mi dajemo. Torej, malo bomo imeli mogoče celo občutek, da se leto 2022 in ti izzivi ponavljajo. Kaj je da navdušenje? Ja. No, ampak dajmo pozitivno gledati, pa reči, da smo že 2022 veliko predelali, pa da si bomo morda čestitali za kakšne nove meje, ki smo jih postavili. Potem pa iz te energije postavljanja meja prijedemo v julij, ki pa bo veliko bolj turbulenten, veliko bolj nihajoč. Imeli bomo potrebo po svobodi, po temu, da prehajamo svoje meje, da poskusimo tudi prepovedano, tudi vse tisto, kar mislimo, da ne moramo. In potem avgust to lepo zaokroži v smislu manifestiranja več odločnosti, več energične energije, več močne energije, tako da dolgčas nam absolutno ne bo. Navdušenje na tvojem obrazu je pa razvidno. Redo. Vsak mesec čakam na eno tako dolgočasno, ne, pa pol pa kar nekako. Ne? Mislim, da v tem letu tega ne boš dočakala. Ja. Se bojim. Ja. Sem že doživela to, ne vem, s kom sem se pogovarjala, pa ja, tam veš po 2027, 2028 letu se bo pa lažje dihala, ne. Tanja, modrost pravijo, ne, da je v tem, da veš, kaj moraš v življenju spremeniti, pa kaj moraš sprejeti. Ja. Kaj definitivno moramo sprejeti v tem poletju, poleg tega, da bo dinamika? Ja, jaz bi rekla, da dajmo uravnovesiti energije v prostoru in nas samih. Poletje je yang. Se pravi, in naše življenje vedno bolj teži k temu, da smo yang, da smo izpostavljeni, da smo v prvi vrsti, da smo na družbenih omrežjih, da smo povsod. Ja, ampak bistvo poletja pa je, ker je to yang, da lovimo ravnovesje, da lovimo ta val nekako, da preživimo. Ne, da nam je dolg čas, prevelik yin. Ampak poiščimo si senco. Ohladimo prostore z elementom kovine, z elementom vode, recimo v vrtu. Uporabimo več temno-modre barve, bele barve, ker je kovina. Vse to umirja ta strasten yang. Nenazadnje, junij je mesec romanc za leto zajca. Se pravi, zajčki, pozor. Ne? Najbolj izpostavljeni, najbolj aktivni, tudi ne samo v ljubezni in simpatijah in kakšnih skokih čez plot, predvsem na družbenem področju, na dejavnosti, na družbenih omrežjih, na vsem tem, kar je zdaj, kar nas nekako to življenje vedno bolj poriva. In če mi gledamo, ne, mi absolutno, če zginemo iz tega yang vala, mi smo porinjeni kot prav neseksi se sliši, ne obstajamo. Ne? In zato je pri vseh nas je bistveno, da lovimo to yin ravnovesje. Ja, jaz bi zdaj rekla, da bi to bilo najboljše, da ob 12. gremo siesta počivati vsak dan. Ja, julija si vzamemo čas za počitek. Julij je element zemlje, sicer, tako kot sta moja sogovornika že malo nakazala, ne, bo preveč pestro. Že junij nas dviga v neke akme, v neke višine, blazne. Ne? Tako da julija, dajmo poiskati umirjenost, prizemljenost, dopust, tisti yin, da se malenkost uravnovesimo. Sicer bo za nami prišlo avgusta, ko smo veliko bolj introvertirani, ko element kovine zapira in nas iz višine pahne v nižino, se pravi, iz te odprtosti v zaprtost, v depresijo, v razmišljanje, kaj smo dosegli, kaj še moramo, nekako nismo več odprti. Če pa julija lovimo ta val, če se lepo, ko bi rekla, razporedimo to energijo, jo malo zbalansiramo, da nismo skozi na vrhu, ne, takrat je čas
da si vzamemo tiste mal daljše počitnice po napornem letu. Napornem, intenzivnem. Se pravi, julij počitek, če ni bilo počitka, avgusta bo preveč nihan. Bo preveč nihan. Preveč bomo zanihali. Ja. Nikakor ne govorim, da avgusta ne smemo iti na dopust, ne. Ampak julij je res tisti, ko se lahko prizemljimo, ko se lahko umirimo in malce bolj kontroliramo energije. Če jih ne bomo, pač tako, kot sta povedala sogovornika, ne, smo na preizkušnji spet. Ja, če si julija s klepetom ob kavi na Sardiniji, je to glih pravi čas. Ne? Tako. Evo. Jimmy, kaj se bo dogajalo z tem retrogradnim Merkurjem, pa z vsem retrogradnim zadevam? Tukaj vidim Venera, Merkur, Julij, Avgust. Ja, spravi to, kar je že lepo bilo povedano. Polna luna v Kozorogu lepo spet odtire ta zemeljski element. Moramo biti zelo previdni, Julija, ne? Bo zelo napeto, še posebej v komunikaciji. Venera v Levu gre retrogradno in bo kar nekaj časa tam do septembra. In tiste strastna poletja, ki smo ponavadi nekje julija in avgusta nekako vsi hoteli pričakovati, bo ta retrogradna Venera zelo ustavila, ne? To bo zelo primeren čas, da se glede odnosov, pa tudi ustvarjalnosti, majčkeno zadržimo in tako, kot je že bilo rečeno, počitek, meditacija, nekje, da bi bili bolj zadržani, ne? So napete energije, so napeti aspekti, tako da julij lahko pričakujemo zelo tako nekako eden od težjih mesecev v tem letu. Še posebej, če upoštevamo vremenska razmerja, ki znajo nagajati. Evo, v nadaljevanju bomo šli prav po tistih določenih datumih, ki so zelo, zelo pomembni za tale mesec. Zdaj pa še na splošno, Lili, če pogledamo, manipulacija s strahom in s kontrolo v svetovnem merilu, ne. Zdaj, poleti si velikokrat, ne, dosti prvošijo, ne, nekako nismo pozorni v tem smislu. A misliš, da se bo dogajalo kaj na tem področju, ali bo mirovalo? Ker jaz se spomnim, včasih poletje je bil tudi za novinarje, ne, čas kislih kumrca, ne. Nič se ni dogajalo, bila je neka pauza, zdaj se mi pa zdi, da ni več te pauze. Ne, sploh več nimamo časa zadihati pravzaprav, tak občutek je, ne, in ta občutek se še toliko bolj krepi namenoma, ker če ti nimaš občutka, da sploh lahko zadihaš, da sploh lahko slediš, da ti je sploh jasen, kaj se dogaja, po domače povedan, potem tudi odreagiraš drugače, ne, če imam jaz občutek, da nimam besede, da nimam moči, da se vse nekaj dogaja prehitro, da je vse nekako prežeto s strahom, s tem, kaj bo, kako je grozno, kaj bo zdaj naslednje, kar bo grozno. Sigurno se odzivam drugače, kot če bi si vzela čas, tako kot je bilo lepo rečeno, vstavce pa razmisliti. Sploh julij. Julija bo veliko pritiskov, veliko nihanj, veliko dinamike, tako kot smo za leto 2021 celo leto opozarjali. Namen je za vsemi temi pretresi, namen je za vsemi temi dogodki in ta namen je, da poiščemo sebe. Kdo sem jaz v tej nevihti? Ker če mi je dolg čas, če sedim in imam noge na mizi, gledam neko telenovelo izmišljeno, se sigurno ne bom našel. Našel se bom v stresnih okoliščinah. Kakšna oseba v resnici sem, kje so moje meje, kakšna je moja integriteta. In vse to bo zelo na preizkušnji julija. Seveda bodo potem strani okolja, strani odnosov naše lastne podzavesti tudi ne nazadnje pritiski, ki pa ni nujno, da so resnični. Se tudi vsaka naša misel ni resnična. Jaz vam lahko prepričana, da sem ful štorasta, ful počasna, ful ne vem kakšna še vse. Vsi imamo neke kritike v sebi. Tudi občutek perfekcionizma se bo julija sprožil, kar pomeni, da bo z nami ta stavek, nisi dovolj dober, to ni dovolj dobro, to ni dovolj hitro, nisi dovolj karkoli že. Tako da v bistvu to so pritiski, ki nam pravzaprav dajo ogledalo nazaj naše lastne integritete, pa naše lastne notranje moči. Krasno, krasno. Evo, zdaj pa pogledamo malce bolj konkretno tudi, kaj se bo dogajalo v tem mesecu, kar se tiče mogoče glede samih datumih
datumov kot takih. Sicer pa ne vam povem, pri nas bo poletje nad vse pestro, za vas imamo pripravljene nove, frišne vsebine in ne samo to, tudi številne take in drugačne stvari, predvsem tiste, ki jih lahko spremenite, smo vam pripravili. Recimo, lahko spremenite to, da vam dopust uniči vnet mehur. Vnetje kakšnega mehurja je resnično lahko zelo, zelo neprijetno in tukaj vam lahko recimo pomaga D-manoza. Če pride do glavobolov ali do drugih težav, lahko si pomagate s kurkuminom, brez stranskih učinkov, kakor klasični neki ubijalci bolečine. No, pa še veliko, veliko drugih stvari, tudi teden sonca bomo imeli, pa imeli bomo tudi posebna darila, ki so pripravljena posebej za vas, posebej za ta poletni čas in vse to najdete na klepetobkavi.si. Zdaj pa poglejmo nekaj dobrih izjav, nekaj dobrih vsebin, ki vas čaka, če boste spremljali v tem mesecu Klepet ob kavi ali preko televizije ali pa preko naše spletne strani. Kurkuma deluje protivnetno in to na celičnem nivoju, tudi v možganih in tudi v mišicah, v sklepih. Zato se ljudje bolje počutijo, bolje spijo, ker jih nič ne boli. S tem tudi kurimo veliko strahov, veliko barijer, veliko raznih stvari. Skratka, zelo je enostavno, čeprav izgleda zelo komplicirano. Jaz sem se kar nekaj časa borila z dermatitisom, tako da to zadevo zelo dobro poznam. In tudi takrat smo začeli z uporabo preprostih naravnih praškov, ker je bilo edino sredstvo, ki je meni pasalo na kožo, ker me je vse ostalo blazno dražilo oziroma mi ni služilo v dober namen. Vse tole boste spremljali v oddaji Klepet ob kavi v mesecu juliju, ko se odpravljamo tudi na Sardinijo in če ste zamudili priložnost za tele počitnice za dušo in telo, še zadnja priložnost bo v mesecu oktobru, ko se odpravljamo v Egipt, kjer si bomo res podaljšali poletje, nahranili dušo, poskrbeli fajn za naše telo. Zdaj pa kaj bolj konkretnega ravno za mesec julij, Lili, mesec julij je pa 7 v število 7. In pridemo na 5. Ja. Torej, vse to, kar smo povedali za število 7, bo prihajalo v ospredje. Po eni strani perfekcionizem, ta nisem dovolj dober, naš notranji dvogovor, ki ni nujno vedno samo negativen, da ne bomo zdaj preveč temno tole pleskali. Po drugi strani pa kaj vse je še možno. Dajmo se Julija spraševati, zakaj mi je nekaj ali nekdo pomembno. Zakaj? Kaj je pravzaprav namen za tem, da si želim nekaj doseči, da se želim nečesa naučiti, da želim nekaj spremeniti? Zakaj se počutim mogoče ujetega? Zakaj se mogoče počutim ne dovolj dobrega? In ko pridemo do tega odgovora, se vprašamo še enkrat, zakaj? Če meni recimo pomembno iti v Ekvador, ker se tam počutim doma, zakaj? In kako lahko ta dom ustvarim kjerkoli na svetu sem? Se pravi, kaj je tisto, kar menimo, da nam manjka, da ni dovolj dobro in kako lahko v dani situaciji to izboljšamo brez nekih, bom rekla, preobsežnih prepričanj, da je to pretežko ali nedosegljivo za nas. Se pravi, zakaj točno mislimo, da ničesar ne zmoremo? Okay, se pravi, selila se boš julija. No. Jugozahod sem ravno kar slišala, da je super aktivirati v tem času, tako da Ekvador je tam, jugozahod in jug sta v zvezdah tako kaže. Ok, se pravi, tja potujemo. Potujemo, ja, Pridite tako. na obisk, Sever, jug, dobrodošli. jugozahod. Ja. In julija je tudi jugozahod zelo, zelo dober, tako za posel kot za odnose. Ja. Pridite na kavo, skozi govorim. Kaj, če bi kavo dole enkrat snemali? Ja. Bomo delali nekaj v tem smislu. Krasno. Ja. No, se Je v studio planu. bomo spremenili, a ne? Tako da zakaj pa ne bi Zakaj šli pa kar ne v bi šli v Ekvador, Ekvador, tja pod vulkane? Ja. A veš. Sploh nismo bili na terenu. Ja. Ja. Drugače je element zemlje, koza se začne 7. julija, 7. in traja do 7. avgusta. Je element zemlje dober za zaščito odnosov. Se pravi, da postavimo neki zemeljski predmet na področje juga, lahko, na področje jugozahoda ali severa. To so 3 področja, kjer mi podpiramo odnose. In zemlja je vedno tista, ki nudi stabilnost odnosom. Se pravi, če mi želimo to spremeniti, bomo šli v
to poudarek na odnose, če želimo spremeniti energije junija, ki se vlečejo v julij. Druga stvar, ki pa je pa koza, ki nastopi zaščitnik za vse rojene v osebnem elementu, yang zemlje, yang kovine ali yang lesa. Tisti, ki poznate svoje osebne elemente, boste vedeli, da je koza za vas zaščitnik. To ne pomeni zdaj, da ga lahko žurate in lomite po dolgem in počes, ampak da imate posebno energijsko podporo. Ok, hvala za posebno energijsko podporo. No, transformativni mesec julij, praviš, in napisal si Jimmy. Naj povem, da Jimmy pripravlja tudi tedenski horoskop in to res tista prav, tak, kakršen mora biti, nič prepisan iz leta 93 in hkrati vam lahko pripravi tudi natalno karto, zdaj poletje, mogoče ste se malo umirili in si lahko res vzamete čas, da sprocesirate to astrološko natalno karto ali pa celo, če imate izzive v odnosih, natalno karto partnerskega ujemanja. Tudi fajn zadeva. Torej, transformativen mesec julij. Zelo intenziven mesec, še posebej mogoče na kolektivni ravni, na političnem parketu bo kar igra moči. Mesec, ki zahteva, da se v odnosih majčkeno malo povlečemo. Venera prihaja retrogradna v levu, plus moramo zelo poudariti sprememba južnega in severnega vozla, to so karmične energetske spremembe, ker bo zahtevalo od nas z ene strani, da se postavimo zase, sočasno, da prisluhnemo drugim. To se pravi, to bo zdaj obdobje, ko se bojo določeni odnosi razpadli, tisti, ki bojo pa se obdržali, bojo še močnejši. Se pravi, imamo zdaj priliko, da nekaj naredimo na tem področju. Pa tudi dober čas za notranjo kreativnost. Venera je vseeno v levu. Lev je kreativno, dobrodušno, zelo strastno znamenje, ampak ker je retrogradna zadeva, mogoče je dobro, da majčkeno pogledamo, kako bi lahko za naslednje obdobje razen odnosov tudi delali na svoji kreativnosti. In ta mesec je zelo dober. Je pa res, da začetek meseca in sredi meseca so zelo napeti. Ne samo individualno, ampak bo tudi na kolektivnem področju kar nekaj napetosti. Odlično. Torej, mesec julij, za vas bomo pripravili tudi bolj konkretno za avgust in potem naprej spremljajte nas in kot smo rekli, kakšno zanimivost lahko jamete tudi na klepetobkavi.si, kjer najdete tudi dopustniški paket, pa številne druge ideje in nasvete za to poletje skupaj z recepti.